pa smo spet nazaj, pogledali smo si Delavske pravice, kaj več o tem nam bo pa zaupal Zlatko. Zlatko, zdravo. Pozdravljeni, živijo. Povej nam, lahko smo si pogledali ta spot, ki je sicer izšel lani, ampak mislim, da se kaj veliko nanaša tudi na letošnjo tematiko. Kaj si nam v bistvu želel sporočiti s tem? Najprej bi pozdravil vaše gledalce. Za marsikoga, ki ne ve, jaz sem se zaposlil že pri svojih 16 letih in kolikor sem hodil potem v srednjo šolo, tako sem po šoli hodil tudi v popoldansko službo in od takrat pa vse do danes ni minil praktično skoraj niti enega dneva, da ne bi jaz bil zaposlen. In delal sem na različnih področjih, od proizvodnje do hitre hrane, do trgovine, do skladišča, mislim, cel kup enih variant je bilo. Celo spomnim se enega obdobja, ko sem švasil ene zadeve v eni firmi Elma Tete, to je bilo na Črnučah, kjer smo delali na normo, ne. In se spomnim še vedno tistih časov, kjer grejo potem ljudje skupinsko na malice in tako naprej. In moram povedati, da kadarkoli sem karkoli počel, sem resnično počel zato, ker sem rad to počel, oziroma kjerkoli sem delal, sem probal nekako vzpostaviti eno tako dobro ravnotežje, dobre volje. Priznam, pač moram povedati, vedno sem delal za te nižje urne postavke, ampak na srečo nekako sem enostavno, še danes sem človek, ki je zadovoljen s tem, kar ima. In ne glede na to, ko se situacija včasih obrne, enostavno mislim, da je to osnova, ker človek, če ni zadovoljen sam s sabo, ne bo niti zadovoljen, če mu bomo dali eno goro zlata. Tudi sam Jezus, mislim, da je rekel, če mu damo eno goro zlata, si bo jutri zaželel še drugo goro. Tako da delavske pravice se praktično nanašajo, aktualne so bile 5-10 let nazaj, 30 let nazaj in aktualne bodo danes in še naslednjih 5-10-15 let nazaj. Vsi se dobro zavedamo, da je dobrega delavca težko dobiti. Ampak na žalost so redki tisti šefi, direktorji, vodje, ki prepoznajo dobrega delavca in ga tudi nagradijo. Se pravi, jaz pogrešam, tako kakor znajo odbijati od plač marsikomu, recimo, če se zmenijo, da to in to in tako, pogrešam potem tudi recimo te stimulacije, ne. In verjamem, da ta prave glave, vodje, direktorji in tako naprej, ki so njihovi delavci zadovoljni, razumejo situacijo sledečo, da če je delavec zadovoljen, bo tudi lahko firma delala boljši doprinos, boljši dobiček in tako naprej. Na žalost v časih kapitalizma je pa tako, da se gre v večini primerov za izkoriščanje. Nazadnje se mi je dotaknila en komentar, bi tukaj recimo objavil, nek fant, ki je včasih igral za slovensko reprezentanco, mislim, da je dosegel celo gol U17 ali koliko. Potem, ko sem se jaz izpostavil javno na protestih, ker je tudi kar mi omogoča demokracija, kar mi omogočajo zakonsko, vsi členi in tako naprej. In sem jaz protestiral. In žal mi je teh ljudi, ki ne vidijo, da jaz nisem rabil protestirati zaradi sebe, ampak sem protestiral tudi zaradi tega, kar govorim in odpevam v svojih komadih. Če lahko se izrazim, da me bodo bolj razumeli. Tudi jaz imam pravico protestirati za svojo preteklost. In imam pravico protestirati za prihodnost vseh otrok, ne samo mojih. Jaz verjamem, da ljudje imamo neke stvari, ki so nam usojene. In se pravi, tudi ko so bili zdaj po vsem tem javnem linču, kar se je dogajalo, tudi ko so bili razni komentarji, tukaj si je pa uničil kariero. Mislim, žalosti me, da živimo v družbi, katera se veseli tuji nesreči. In
nekdo more govoriti o teh stvarih na glas in smatram sebe, glede na to, da sem že, dajmo reči, v enih najbolj zrelih letih, mi ni vseeno, kje bodo moji otroci odraščali in s kom bodo odraščali in kam se pelje to družbo. Da se vrnem na tistega fanta, ki je komentiral meni osebno, zaradi tega, ker sem jaz izrazil svoje javno mnenje in tako naprej, je komentiral, češ, ti si dobil od države, takrat, ko smo dobijali pomoč, te ljudje, kateri imajo SP, kateri imajo določene variante, smo dobijali praktično drobtinice, nekdo je dobil toliko, nekdo je dobil toliko, vse je odvisno, z katerega področja se je gledal. Zanimivo mi je, da se ljudje obesijo na te drobtinice. Se pravi, mene je pripadal temeljnega dohodka za 3 mesece 1750 evrov. Mislim, mene ne morete kupiti za 1750 evrov, niti za 17.750 evrov, ker moja svoboda nima cene. Da mene nekdo omejuje, da jaz ne morem zvečer na sprehod, ko mi je najbolj pomemben, da si sprostim vse misli, katere sem si nabral skozi dan, in dobro in slabo energijo in tako naprej. Se pravi, da mene zaprete, ne bom pristal na nikakršnokoli ceno. No, in fant ta je bil očitno žalosten, ker on je zaposlen za nekoga drugega in dela, recimo, verjetno težja dela, prav da dela za trakom, in da on dela za 700 evrov in kaj se zdaj jaz pritožujem. In ta miselnost ljudi teh je zelo zanimiva. Se pravi, jaz se nisem pritoževal, jaz sem samo hotel boljše pogoje za to vrstne ljudi, katerih je bilo potem, ker se jih je izkazalo kar nekaj, da so enostavno praktično potem s prstom kažejo na mene in so ljubosumni na mene samo zato, ker očitno v njihovih očeh sem jaz v boljšem položaju in se pritožujem. In včasih se potem vprašam, a je vreden se izpostavljati na ta način in želeti dobro nekomu, ki naslednje jutro ne razume tvojega sporočila in tvoje borbe, in si rečem, seveda, da je vreden. Vreden je zaradi tega, ker nekdo mora odpirati oči ljudem. Se pravi, če bomo vsi tih, pa vsi gledali samo sebe in svoj žep, potem bomo izgubili socialno noto in o tej solidarnosti, ki je bilo toliko govora. Solidarni smo samo takrat, ko se gre za ritke nekoga drugega, oziroma, če se lahko bolj direktno izražam, za naše ritke. Jaz sem rekel, zapise sem delal, ne vem, koliko so vaši gledalci spremljali, recimo moj Facebook profil, Twitter profil, sem dostikrat rekel, ok, razumem solidarnost. Mislim, če mi nekdo očita meni, da nisem solidarnost, da nisem solidaren, je tako, kakor da bi me ponižal. Se pravi, ne da bi me udaril, ampak da bi me ponižal. Zaradi tega, ker jaz se zavedam, kje živim, da živim v eni zlati sredini. Do enega leta nazaj smo, dajmo reči, lahko bili zelo veseli, da živimo v razvitem svetu. Zdaj, če se malo bolj zamislimo, smo resnično lahko žalostni, da so nam omejili našo svobodo pod predvezo, dajmo reči, epidemije, katera je bila razglašena, to moram povedati, na PCR testih, katerih izumitelj pravi, da niso verodostojni, da bi lahko odločali o teh stvareh. Ampak to je druga tema, močna tema, o kateri si sami gledalci lahko pobrskajo. Na srečo, danes imamo internet in lahko marsikaj najdemo. Marsikaj se najde tudi, čemer jaz ne verjamem. Ampak še vedno mi to omogoča, da raziskujem situacijo in pogledam na stvar iz različnih kotov. Ker če nekdo onemogoči mojim otrokom, da se šolajo in da dobijajo socialno noto ob vzgoji, ob druženju s svojimi vrstniki in tako naprej, in če jaz potem po tem groznem enem letu berem v časopisih, da je statistika,
depresije in razočaranja med mladimi katastrofalna in da na psihiatrijah recimo sprejemajo samo nujne primere. Nujni primeri so tisti, kateri govorijo, da si bodo vzeli življenje. Dame in gospodje, meni je zelo žal. Potem jaz sem človek, ki more se spraševati, a je to bilo vreden ali ni to bilo vreden. Nihče od njih ne bo plačal odškodnine tem otrokom, ki so jim na ta način s temi ukrepi praktično onemogočali normalno odraščanje. In na koncu dneva, če je res narobe, da se državljani sprašujemo, ali je dovoljeno, da nekdo v firmi jih lahko skupaj delavcev dela 700, otrok pa ne more biti skupaj 200 v šoli. Meni se to zdi nefair in mislim, da kapital ne sme biti nad svobodo državljanov, ker kapitala ni brez državljanov. Državljani smo država, ampak na žalost se je v teh časih pokazalo, da je zelo, zelo malo politikov, ki resnično so na strani državljanov. Vsi se veselijo dodatkov. Jaz sem vesel, da imamo mi, dajmo reči, ta javni sektor, ki je zelo velik, in sem vesel, da obstajajo ljudje, ki imajo zagarantirane službe in tako naprej in tako naprej. Samo bi pa prosil vse iz javnega sektorja, da se zamislijo tudi na vse tiste, kateri niso v javnem sektorju, ne. In jaz sem ogromno zgodb slišal, žalostnih, tragičnih. Morate razumeti, da sem jaz človek, ki se veliko giba med ljudmi, se pogovarja z ljudmi, se pravi, nimam predkampanje, kako bi rekel, kot politiki, samo ko je čas predvolilni, ne. Jaz se pogovarjam z ljudmi, kadarkoli mi to omogoča priložnost, normalno z ljudmi, od katerih se lahko kaj naučiš, in od ljudi sem na nek način si pridobil zaupanje in mi tudi marsikaj zaupajo. In potem to morate razumeti, da to na nek način vse vpliva na mene in jaz ne morem samo sedeti doma na kavču, kakor bi rekel, čeprav zdajle momentalno resnično oba sediva verjetno doma na kavču. In to so resne stvari, na katere je treba opozarjati, ker na začetku, če lahko rečem, ko je bil prvi val, moram priznati, tudi jaz sem bil doma na balkonu, ostani doma, pazimo en na drugega in tako naprej in tako naprej. No, potem pa ti, ko vidiš, da ta smrtonosen virus, ne, je toliko nevaren, da se naši politiki lahko skupaj sprehajajo brez mask, v zaprtih prostorih brez mask in nam predstavljajo eno tako predstavo, da ko so kamere prežgane, oni imajo skozi maske. Mislim, absurd je situacija, da novinar ozuni z terena se javlja z masko na svežem zraku, njegov kolega v zaprtem prostoru je pa lahko brez maske. To, če ljudem ni jasen, da je to neki, dajte se zmeniti, ali imate vsi masko ali pa naj noben nima maske, ker na ta način samo mešajo gledalce oziroma državljane. In jaz pravim, kar se tiče tega, vsak sam zase najbolj ve, ne, ampak jaz, da bom mene v gozdu nikoli ne boste videli z masko, razen takrat, če me bojo vezali in me bojo pelali kam v gozd, mogoče takrat. Ampak, da bom pa prostovoljno nosil v naravi masko, vam povem, dajte mi raj lopato, si bom sam skopal grob. Ker to je podcenjevanje inteligence in človekovega razuma. Upam, da nisem bil predolg. Vsekakor se strinjam, kar si rekel. Ne uživamo se svežega zraka, tudi midva sedaj ne potrebujeva maske, kajti smo v obdobju doma. Upam, da naslednjič v studio. In res je bilo razburkano leto, tako kot si omenil, za otroke, predvsem, ker niso bili v stiku z drugimi otroci, kot smo bili takrat mi. Bi pa rekla, da si nekakšen glas ljudstva, sploh podjetnikov, tudi sama sem podjetnica in vsi podjetniki smo prejeli ta temeljni dohodek, kot si ga rekel, ampak mislim, da to ni to, kar mi iščemo delo, ker drugače ne bi bili podjetniki.
Bravo. In tako se Če bi strinjam lahko s teboj. če bi lahko samo še tukaj dodal, ker si mi zelo lepo napeljala in spomnila na ta temeljni dohodek, treba se je zavedati, da to nam nihče ni dal. To bomo mi vse vrnili do centa. Ampak jaz ne pristanem na to, da lahko ti mene kupaš in mi onemogočiš moje delo, v katerem uživam. Jaz ne potrebujem nič od vas. Samo hočem, da mi dovolite, da delam in da lahko svojo glasbo in svojim delom osrečujem tiste, ki jih s svojim delom osrečujem in motiviram že vsa ta leta. Tako da ne pristanem jim na to in ne kupim jim tega, vse se lepo sliši. Ko smo dobili. Ne, nič mi nismo dobili, ker na srečo vsi tisti, ki imajo SP-je in ki imajo firme, se dobro zavedajo, koliko mi doprinesemo tej družbi. Jaz imam na srečo 4 zdrave otroke in pri nas doma je vedno direndaj. In ta situacija ni imela toliko močnega vpliva, kot morda pri nekomu, kjer je samo eden otrok. Jaz bi lahko bil tih in bi rekel, ok, meni je super, bla, bla, bla. Ampak enostavno ne gre. Tak sem po naravi. Jaz sem vedno govoril, da ne želim biti kavbojc, da sem bolj indijanc, da raje živim v stiku z naravo, kakor pa proti, dajmo reči, naravi, ne. Tako da morda je bil tudi to čas in trenutek, da so se lahko mnogi zamislili nad svojim življenjem, kaj delam, kaj počnem, kaj jem, kam grem in tako naprej. Mislim, včeraj sem se pogovarjal z enim prijateljem iz Celja, so bili na obisku v Ljubljani po dolgem času in sem prišel do zaključka, ni zanimiv, ne, če gremo recimo nekam v kakšen fast food, bomo dali za kakšen en izdelek, recimo takoj 20 evrov, ne, in nam bo to super in ga pojemo in ga ni več. Medtem imamo pa recimo ljudi, čebeljarje, ki ustvarjajo med in te čebelice, ki so zelo pridne in so nam lahko vzor vsem. 1 kila medu se nam pa včasih zdi, ko pridemo v trgovino, ko vidimo, da je cena recimo 15 evrov, se nam zdi pa drago. V bistvu med v mojih očeh nažalost je res prepocen, glede na to, kakšno moč ima ena žlica medu vsako jutro. In nad takimi stvarmi mislim, da te časi so bili dobri za te stvari, da so lahko ljudje mogoče malo bolj se poglobili in malo bolj razmišljali o življenju in družbi nasplošno. Upam, da se je marsikdo prenovil in zbudil in da vprašanje je kdaj. Jaz sem zelo optimističen, ampak zdaj, ko vidim, kako se te stvari odvijajo, ne, prvo imamo eno cepivo, potem imamo drugo cepivo, zdaj se govori že o 3. in 4. In sam sem zelo skeptičen, kar se tiče tega. Velik sem optimist, ampak če želim biti in do konca optimist, potem moram tudi verjeti v ljudi, da bodo spoznali, da je to ena močna igra in en močen test za vse nas. In ne vem, če se gre tukaj resnično za naše dobro in naše zdravje, ker če se lahko vrnem nazaj na solidarnost, vsi vemo, da je na svetu virus lakota, ki je prisoten že od pamtiveka, imamo cepivo za njega, ki se kliče hrana, ki jo v razvitem svetu na tone vržemo stran in potem jaz sprašujem vse državljane, ki so s prstom kazali name in se veselili mojega javnega linča, kje je naša solidarnost. Hvala lepa za takšno solidarnost. To so dvolične solidarnosti in družba je polna skritih grehov in polna mask in sam nisem ponosen na to vrstno družbo. Tako da, če se gremo, se gremo. Bodimo odkriti in bodimo pošteni, ne. Tako da, zdaj smo videli, kaj se dogaja z dodatki, kdor spremlja medije in časopise,
lahko vidi, da so razni zdravniki dobili za manj dela več plače, kar me ne moti. Ponavljam, se pravi, ne govorim to iz tega, da bi jaz bil ljubosumen. Ponavljam, sem vesel, da imamo tako močan javni sektor, sem vesel, da obstajajo ljudje, ki lahko normalno živijo, delajo, funkcionirajo in ne razmišljajo, kako bodo šli iz meseca v mesec. Se prav takih je pa tudi veliko in ne smemo pozabiti na njih. In se potem sprašujem, ko so dobili ta krizni COVID dodatek, se pravi, ogroženi so bili vsi enaki, se pravi, varnostniki, čistilke, službenice, se pravi, vsi, kateri so delali. Ampak krizni dodatek so pa dobili različno. Toliko tej solidarnosti in poštenosti današnje družbe. Bi pa ponovil še eno zelo pomembno informacijo, kar sem spoznal v teh časih. To se lahko vsi ljudje zamislijo, ker sem se pogovarjal z ogromno poslušalcev, kateri so mi pisali in smo se tudi slišali, a mi je bilo tega treba, zakaj to, zakaj ono, ker očitno je bila situacija taka, da so me kakšni zelo radi poslušali in me še vedno radi poslušajo, ampak imajo pa tudi radi recimo na nek način predsednika vlade. In sem govoril z ljudmi in sem bil presenečen. Ne želim živeti v družbi, kjer se bodo ljudje prodali za 50 evrov ali 100 evrov. Se pravi, ne želim biti. Potem se jaz vprašam, kakšna je naša slika večine penzionistov, če jih lahko kupaš z dodatkom 50 ali 100 evrov. Jaz mislim, da bi se resno mladi mogli razmisliti, če si želijo take prihodnosti, da jim bo čez 30 let nekdo dal 50 evrov in ga bodo gledali, wow, rešil si mi mesec. Mislim, sramotno. Nekdo, ki je delal 40 let ali 30 let poštenega dela, da se more veseliti 50 evrov dodatka, fuj. To je ogabno in to je žalostno in to je podcenjevanje vseh teh ljudi, ki so gradili to državo in vse to, kar imamo danes. Tako da, to so samo moje misli. Verjamem, da se marsikdo mogoče ne bo strinjal s tem, ampak zaenkrat še vedno živimo v demokratični družbi, kjer nam je dovoljeno zakonsko, da razmišljamo na glas in jaz ne bom odstopil od tega niti za milimeter. Saj tako, kot si rekel, vsak si lahko ustvari nekakšno svoje mnenje o smiselnosti vseh teh ukrepov, ki so bili pri nas in pa prav je tako, ampak da se spet postavimo nazaj v pozitivno smer, kot si prej omenil, čas je, da pa imeli smo dosti časa, da smo se lahko pogledali v sebe in pa dejansko delali na sebe, rasli, spoznavali stvari, ki jih počnemo s srcem, kaj je tisto, kaj nas motivira in pa seveda se povezali z družino. Mislim pa, da je to bil ravno pravi čas za takšne stvari in pa da se bolj pozitivno usmerimo v ta naš najožji krog, ki nam bo vedno stal ob strani, kot pa da sledimo in pa poslušamo, kaj se dogaja okrog nas. Lahko rečem, da v najtežjih trenutkih, še posebej zdajle, če lahko rečem za kulturnike, za tiste kulturnike, kateri smo v privat sektorju. Se pravi, moramo spet ločiti kulturnike, kateri so zaposleni v gledališčih, hvala Bogu, in kateri so zaposleni na javnih, recimo, ustanovah, kar je zelo dobra stvar. Moramo ločiti tudi, se pravi, da imamo spet privat sektor teh kulturnikov, ne. In jaz spadam med ta privat sektor. Jaz nisem naredil to, kar je večina kulturnikov naredila, da rekel, kaj bom, kako bom, da so se ustrašili tega, ne. Jaz sem prišel do spoznanja, da je treba v najtežjih trenutkih narediti najboljše projekte. Se pravi, ko ima človek negotovo prihodnost, se ponavadi ustraši in si ne upa iti
vlagati v svoje delo oziroma riskirati in ko nimaš ti recimo enega vira dohodkov, še tisto, kar si recimo mogoče imel na strani, boš dobro razmislil, a boš vložil. No, ta moja indijanska nota, ki je v meni, mi je dala zeleno luč in lahko povem, da sem v teh časih, zdajle bom tebi izdal, 1. maja nameravam izdati videospot za pesem Lahkomiselnim ljudem, na kateri je sodelovalo 17 članov ekipe. Plus vsi ostali gostje, kateri so bili na setu in tako naprej. Tako da lahko rečem, da sem v najtežjih časih poskrbel za to, da sem posnel en najboljših videospotov v svoji karieri. Gledalci bodo pa potem sami presodili, ali na splošno na prostorih nekdanje recimo skupne države. Tako da se veselim. In vsi tisti, ki so mi očitali nedelo, jih lepo vabim, da si gredo pogledat, koliko sem ustvaril v teh časih, ko marsikdo ni ustvaril. Tako da jaz res nisem ta prav naslov, kateremu bi lahko očitali nedelo, ampak na vse zadnje, življenje je zelo kratko in naša dela ostanejo tako dolgo. In prej, ko posameznik spozna, da bolj, ko je resničen, bolj se ukorenini v samo družbo in bolj pogumno si upa držati ogledalo družbi, in na vse zadnje delo tako dolgo ostane, da res si ne želim, da bi se me zapomnili kot nekoga, ki se je prilagajal, da bi bil všeč družbi, ker Jezus je bil Jezus, pa ni bil vsem všeč. Zakaj bi potem jaz lahko verjel, da bi jaz lahko bil vsem všeč? Skratka, ne želim si biti Borut Pahor, ne? Da bi bil recimo molčeči pesnik, repar, karkoli, ne. Jaz sem si izbral to kontrasmer in na vse zadnje, kakor sem povedal, delo dolgo ostane, še posebej tisto, katero je tkano z vsemi občutki življenja. In ne glede na situacijo, in dobre stvari, in slabe stvari so del našega življenja. In ponavljam še enkrat, karkoli sem počel v svoji preteklosti, nič od tega ni bilo protizakonito. Cel kup stvari so lagali o meni in medijsko in pisali in tako naprej, ampak na koncu dneva laž ima kratke noge, kot pravijo, ne. Res, da dela hitre korake, ker negativne informacije, negativne novice se zelo hitreje širijo, kakor pozitivne oziroma dobre in kakor sama resnica. Resnica prihaja počasi, ampak ko pride, zapre usta vsem tistim, ki so uživali med tem, ko so nekoga po krivem javno linčali. Jaz bi tukaj dodala, da sem zelo vesela za vse naše glasbenike, ki vedno tako delujete in pa nas nekako navdušujete, kajti ustvarjanje se ne konča in vsak teden imamo nove videospote in zelo sem vesela, ker vem, kako težki so časi, ne le za podjetnike, ampak res pa za vas glasbenike, ker ne morete tega dati ven na oder pred ljudmi, da bi lahko dobili ta svoj nekako feedback v živo in pa predstaviti svoje nove komade, in vem, da je to zelo težko, ker je to nekako glavna gonilna sila, ki vas nekako veže skozi glasbeno sceno, in pa verjamem, da so ti pogoji sedaj kar se da slabi, ampak ste naredili iz tega najboljše, tako kot si tudi sam rekel, tudi ti se boriš naprej, ampak ostajaj zvesti sebi, tudi skozi tvoja besedila se lahko vidi, kako kritično v bistvu spremljaš dogajanje, ki je pri nas v družbi, ampak ostajaj zvest in zato ti sledimo, zato te poslušamo, zato hodimo na tvoje koncerte
ki pa žal sedaj niso v živo, ampak mislim, da kaj kratko pričakujemo en live stream koncert od tebe. Je to res? Na srečo nisem pretirano ljubitelj niti takih intervjujev, niti live stream koncertov. Vse te stvari so mi zelo, zelo, zelo nenormalne in razumem, če bi jaz bil na drugi strani luže. Jaz sem tip človeka, ki mi ni problem priti do Celja na radijski intervju ali televizijski intervju ali v Maribor, Koper, kamorkoli. Na nek način vse, karkoli počnem ponovadi v živo. Veliko časa preživim recimo z odgovarjanjem na razna sporočila in tako naprej, ampak hitro te zadeve probam zaokrožiti, da se čim prej vidimo in da to razčistimo v živo, ker sem še vedno stara šola, če lahko rečem, za te ene stvari. In lahko samo rečem, da to, kar se je zgodilo s komadom Svoboda, je nekaj, kar se še ni zgodilo. In verjetno se še dolg časa ne bo. Vse je bilo očitno tako, ob pravem času, ni mi jasno. Se pravi, take stvari se ne dogajajo. Da imaš na nek način poskrbljen že za to, da se ta pesem na žalost zaenkrat ne bo rolala na radijih. Zelo malo primerov, zelo malo. In da pride do takega števila ljudi, to je bilo res, dajmo reči, neverjetno. Najbolj zanimivo je to, da si jaz nisem želel s komadi in s pesmijo boriti na nek način. Zaradi tega, ker to sem delal že v preteklosti. In če boste šli poslušati moje komade za nazaj, boste videli, da marsikaj je bilo že povedanega, ampak spremenili se pa ni nič. Govorim o teh ljudeh, katere sem naslavljal, ne. In potem mi je bilo ono res, zakaj bi pisal zdaj še en komad, če bo itak samo še en komad, ampak psi lajajo, karavana gre naprej, če me razumete, ne. In tako se obnaša tudi naša politika do vseh teh naših kritičnih komadov. Ampak v trenutku, ko so, dajmo reči, SDS troli začeli na Bolhi prodajati mojo bosansko družino in ko so pokazali sliko in moje otroke označili za WC krtačke, je bilo pa najlažje, da se usedem in vse to, kar se je dogajalo, da napišem pesem, da jo posnamem in da jo dam ven. In točno to se je zgodilo. Tako da zdaj je, kar je, in da se vrnem nazaj na ta nastop, 27. v torek bomo imeli live stream, iz kje se bomo javili, to naj zaenkrat še ostane presenečenje. Ne vem, razmišljam, bom šel v klinični center, ali bom šel do Bojane Beović, ali bom šel do gospoda Kreka na dom, ne vem. Nisem se še odločil, ali bom na Trgu Republike, ali bom na Prešernovem trgu, pri Cankarjevem domu, ne vem. Ampak je datum tisti, zaradi katerega sem pristal, da bom naredil ta live stream koncert, ker načeloma sam nisem šel protestirati zato, ker bi hotel čim prej nastopati, ravno obratno. Tako mi je super, kakor je, in sem ogromno imel tudi časa, da razmislim v prihodnosti, kje bom nastopil, zakaj bom nastopil, za koga bom nastopil, ker na srečo še od prejšnja misel se mi vleče v glavi in zdajle jo bom končno povedal. Lažje je, ko spoznaš, da ustvarjaš in pišeš za peščico ljudi, ki te razume in te spoštuje, in prej, ko to spoznaš, se sprijaznaš. In nimam potrebe, da bi nastopil
čim prej, da se to zapre, zato da bom jaz lahko nastopil. Ne se iti cepati zaradi tega, da bo lahko Zlatko imel nastop. Bog ne daj. Zlatko ne nagovarja nikogar, da se cep ali da se ne cep, ali da nos masko ali da ne nos masko. Jaz samo rečem ljudem, da vsak sam razmisli in se vpraša, kaj bi on naredil, a je to smiselno ali ni. Se pravi, sam si želim, da odločam svobodno, brez pogojev. Se pravi, da bodo recimo vsi tisti, da vzamem tudi sebe noter, primer. Da zdaj recimo rečem, da sem jaz eden izmed tistih, ki bo pristal na cepivo, zaradi katerega ti nihče ne garantira, če se s tabo karkoli zgodi, nihče ne bo odgovarjal, to ne smemo pozabiti. In potem imamo določeno število ljudi, ki pa se ne želi recimo cepati, in da bom potem jaz s prstom kazal na njih, ja, zaradi vas pa zdaj ne bomo. Ne, dame in gospodje. To ni svoboda. Ko enkrat začnemo s prstom kazati na nekoga drugega in iskati krivca v nekomu drugmu, da sem jaz slabe volje, to nima več nič veze z unim tistim človekom, ampak je bolj problem v nas samih. Tako da, ne glede na karkoli, ponavljam še enkrat, nisem eden od tistih pevcev, zabavljačev, ki drži pesti, da se čim prej precepimo, da bomo lahko potovali, da bomo lahko nastopali. Lepo vas prosim. Jaz, če bi se cepil, bi se cepil v prvi fazi zaradi zdravja. Če pa danes vprašate 10 ljudi, zakaj se boste cepili, vam bo 70% njih rekel, da bodo lahko potovali, da bodo lahko šli na morje, da bodo lahko šli smučati. Jaz v prvi fazi bi rekel, zato, da bom zdrav, oziroma zato, da bom zaščiten. Zdaj pa, če se jaz cepim in da še vedno nisem zaščiten in da še vedno moram nositi masko in da še zmeraj moram držati distanco, se vprašam pol, zakaj sem se cepil? Mislim, to so spet te moje misli, ponavljam še enkrat, ne nagovarjam nikogar. Ne? Če vidite, da nekdo krade in da je v tem uspešen, še vedno imate svojo glavo in svoj razum, da se odločite, a boste kradali. Nihče vas ne more prisiliti v to, da vi kradete. Ne? Tako si jaz tudi ne želim, da mene nihče ne prisili v to, da moram sebe cepati, glede na to, da sem že prebolel korono. Hvala Bogu, mama je prebolela, oče je prebolel, žena, se pravi, smo vsi imeli. In na srečo, ok. In zdaj mama je rizična skupina. Ne bi se zdaj spuščal v detajle, zakaj in kako. Ni samo od gospoda Tonina mama bila bolana. Ne? In zdaj, ko se je situacija s tem cepivom AstraZeneca tako izkazala, da so jo posod ustavljali, kao, imamo zdaj cepivo, ampak ne, počakajte malo, nekaj se dogaja, krvni strdki, mislim, ne spoznam se zelo malo na te stvari, ampak definitivno to mi ne zveni nekako dober krvni strdek, to mi je, vem, da lahko povzroča ene resne težave in obstaja šansa, da zdaj, kjer se cepite, recimo s tem cepivom, vam dajo zraven še aspirine. To pa sem že carstva na svetu, da vem, da so aspirini zato, da nam razrečijo kri. Mislim, prosim, jaz sem mami rekel, mama, ti naredi sama, kakor si želiš. Pa oče tudi. Ampak dajte raj narediti. En naj se cep, en pa ne. Pa da vidimo, kaj je boljš. Mislim, malo za hec, malo za res. Vseh tej situaciji, zdaj sem vedno probal obdržati humor, sarkazem, ampak nažalost ne razumejo vsi humora in sarkazma. In kakorkoli že, resnično mi ni vse za svoje starše, niti za starše kogarkoli, in spoštujem odločitev marsikoga, da so v balončku in mi je okej. In nimam nič proti ljudmi, kateri se peljajo sami v avtu in imajo masko. Super, naj jo imajo. Samo prosim vas,
Ne meni govoriti, da moram imeti masko zunaj na svežem zraku. Ker me ponižujete, ker mi res, ne, sam probite razumeti, se pravi, nas ostale, ki si pač enostavno dovolimo riskirati, ker kdor ne riskira, ne živi, po domač povedano, ne. In jaz enostavno, ko sem gledal vsa ta zaprta igrišča odzunaj za otroke in tako naprej, jaz sem bil res žalosten, zaradi tega, ker nekaj, kar sem se naučil, je, da sem cel kup teh bakterij in to odpornost, katero imam, dobil ravno zaradi teh igrišč in te zemlje in teh kamnov, v katerih sem pogoltnil na igrišču in vsega tega blata iz otroštva in tako naprej in plezanja po drevesih, mislim, sam puste otroke, mislim, naj bodo Indijanci, tisti, ki pa hočejo biti kavbojci, pač naj so kavbojci, no, ni panike. Samo moramo pogledati na situacijo iz različnih kotov. In žal mi je za tiste ljudi, ki pravijo, zaradi takih, kakor ste vi, se to ne bo nikoli končalo, ne. To je res žalostno in res se je za zamisliti. Ker zdajle pa že to toliko časa traja in toliko časa se vleče in kdor ni do zdajle spoznal, da je to močna ena predstava za nas gledalce in da nam govorijo eno, sami pa vedno delajo drugo, mislim, da ne rabimo se okoli tega. Spomnite se, koliko knjig se je našlo odzunaj, od gospoda vladnega govorca Jelka Kacina do gospoda Kreka in cel kup ostalih tesnih sodelavcev trenutne vlade, koliko knjig se je našlo brez maske, zunaj ali notri. In kaj rečejo ponavadi? Se opravičujemo, vse je v redu in gremo naprej, kot da nič ni bilo. Kaj se zgodi z nekom, ki je sendvič zunaj na svežem zraku, dobil je kazen. Dvojna merila, fuj, sramota. In zdajle na naslednjih volitvah se dobro spomnite in dobro premislite, komu boste dali vaše zaupanje, kdo je tisti človek, ki se bo resnično boril za enakopravnost vseh državljanov, ne pa le peščice. Tako da jaz jim ne kupam tega več. Ponavljam, na začetku sem kupil prvi val, sem bil zelo priden, zelo previden, ta prav Avstrijec, ta prav Nemec, ta prav ono. Ampak kasneje in po tem, ko sem tudi sam to fasil in tako naprej, zdaj mi je pa ono, ponavljam, vse okej, spoštujem ukrepe, tiste, ki imajo smisla, ne. Samo to, da so nam dali, da smo imeli najdlje časa policijsko uro v Evropi, to nam samo pove trenutno s takim razmišljanjem, koliko smo se vrnili v ene čase, katerih se praktično ne radi spominjamo, ne. In hvala lepa za tovrstne ukrepe, kateri ne pijejo vode in se izvajajo nad državljani kot eno maščevanje nam, samo zaradi tega, ker smo državljani Slovenije. In ponavljam še enkrat, vsak ima svoje mnenje, vsak ima svoje življenje in s svojimi dejanji resnično ne ogrožam nikogar, marsikdo pa s svojimi komentarji in nesmisli ogroža mene in vse ostale državljane. Tako da to je to. Da se navežem nazaj na svobodo, ravno to je to, kar si sedaj povedal, vsak ima svoje mnenje. Je pa to tudi nov video spot, ki si ga bomo pogledali po koncu najinega pogovora. Rekel si, da je izšel sedaj en mesec nazaj in pa da nosi neko sporočilo. Tudi tam sem prebrala, da nekako vsak nosi svoj križ, ti ga pa nosi za svobodo in to si nam želijo tudi s tem komadom pokazati. Mi si ga bomo lahko gledali. Še enkrat pa pozivam gledalce 27. Tako kot je Zlatko omenil, spremljate ga na live streamu. Jaz pa sem ena izmed tistih, ki komaj čaka, da se stvari odprejo in pa bomo te lahko videli v živo in tudi na koncertu.
Zdaj, s cepivom ali ne, seveda svobodna odločitev vseh državljanov in pa da se stvari normalno normalizirajo. Da pa se vrnemo malo nazaj k vajemu videospotu, da ne bova predolga. Ideja, mislim, da vem, kako je nastala, si nam to že malo zaupal. Tudi sam videospot lahko nazorno pokaže, kakšno imamo sedaj situacijo v naši državi, in pa seveda želim ti tudi naprej, da se bojuješ za svoje mišljenje in pa za mišljenje vsakega izmed nas, da lahko pove, kaj si misli in pa se tega tudi drži in pa stoji v bistvu za sabo in pa gleda v prvi vrsti na to, kaj tudi sam čuti. Ja, jaz bi se zahvalil in čestitil vaši ekipi, da boste predvajali to zadevo, ki je v teh dneh zelo cenzurirana, ampak sem vesel, da obstajajo nekje kotički in določene porice, kjer pride malo svetlobe v to trenutno temo, če se lahko tako izrazim. Najprej, kar se tiče samega križa, ne. Jaz poznam pregovor že iz osnovne šole, da vsak izmed nas nosi svoj križ. In jaz se tega še kako dobro zavedam. In ves ta javni linč, katerega sem doživel zdaj v preteklem letu, sem hotel samo uprizoriti. In če kdorkoli od gledalcev pozna kakršenkoli drugi način, da bi jaz lahko to uprizoril, jaz jih lepo prosim, da mi pišejo in da mi povejo. Sem pa zelo žalosten, da so ravno tisti, ki naj bi bili, dajmo reči, vzor ostalim državljanom, hoteli obračati to zgodbo, da sem se jaz recimo ali delal norce iz tega ali kakorkoli že. Mislim, to so resne nebuloze, ker tudi sam ogromno berem o samem Jezusu, ogromno berem o vseh ljudeh, kateri mene lahko naredijo boljšega državljana. In tudi sam lahko rečem, da imam neko vez z Bogom, da imam neko vero, katera mi sploh omogoča in pomaga, da preživljam ta pritisk in da preživljam vse to, kar me doleti, vse te skušnjave, vse te izkušnje. Iz te strani je lažje videti, kaj sem jaz naredil, kaj bi mogel, zakaj si to naredil in kako bi mogel to narediti. In z te strani, ko nekoga gledaš, je ful vse lažje in in sploh, ne. Samo, ko si v čevljih tega na tisti strani nekoga drugega, šele takrat se zavedaš dejansko, kaj vse je potrebno in kakšen je to pritisk. To verjetno ve par ljudi v Sloveniji, kako to izgleda, ampak še nekaj bi povedal za konec same svobode, en čudovit citat. Blagor tistim, ki bodo preganjani zaradi tega, ker so govorili resnico, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Tako da, dame in gospodje, hvala za čas, upam, da nismo bili predolgi, ampak ko se dogaja toliko veliko stvari, potem lahko človek tudi kaj pove. Načeloma raje poslušam, kot da govorim, ampak v intervjujih to vedno izpade obratno. Človek ima dva ušesa in en jezik. In to nam pove, da je boljše, da več poslušamo in manj govorimo. Jaz se tega resnično v realnem svetu probam držati. Ponavadi so me sama ušesa, ampak takrat, ko sem kaj vprašan, imam pa tudi jezik, kakor zdaj, ki ga koristim ob tej priložnosti, da sem vam lahko povedal par informacij iz prve roke in kdo drug bi vam jih lahko povedal bolje od mene, mogoče nihče. Hvala tudi tebi, Zlatko. Čas je, da si pogledamo videospot z naslovom Svoboda in pa hvala za te spodbudne besede.
tudi jaz vam na vse apeliram, bodimo res, ostanimo takšni, kot smo, svoboda mišljenja in pa seveda izražanja in to naj bo tudi naprej. To se seveda odvija tudi v glasbi, zato tudi mi kot glasbena oddaja podpiramo glasbo vseh umetnikov in pa smo veseli, da tako pridno ustvarjate tudi v teh časih. In pa komaj čakam seveda, da nastajajo novi projekti, ker pa mislim, da jih ni malo, tako da tudi midva se morda ponovno vidimo, takrat mogoče že v studiu, do takrat pa lepo bodi in pa hvala ti za čas in pa seveda za spodbudne besede in pa pozitivo, od kakršne smo te tudi navajeni. Hvala še enkrat, lep dan vsem skupaj in srečno do naslednjič. Se vidimo naslednji teden in pa poglejmo si video spot Zlatkota Svoboda.